Evropska ljudska stranka je z resolucijo podprla prizadevanje vseh, ki si v Sloveniji prizadevajo za utrditev demokracije in izboljšanje gospodarskih razmer. Seveda pa samo ureditev gospodarstva in ekonomije ne bo dovolj. Če vzporedno ne bo tekel proces temeljite reforme pravosodnega sistema, ki vključuje tudi moralno-etično očiščenje tako tega sistema in celotne družbe, naša država ne bo nikoli resnično demokratična. Posebej pomembna se mi zdi podpora vzpostavitvi nepristranskega, neodvisnega in poštenega sodstva, in to v vseh primerih. Ko govorim o podpori vzpostavitvi, je jasno, da delovanje našega pravosodnega sistema v vseh primerih ni niti neodvisno, niti nepristransko, še manj pošteno. Včasih, žal pa kar prepogosto, se sodbe pišejo na podlagi imen in priimkov in ne na podlagi dokazov. Zelo pomembno je tudi pričakovanje o tem, da bodo podpisniki zaveze glede ureditve razmer v pravosodju, torej predsednica vlade, minister za pravosodje in predsednik Vrhovnega sodišča, tisto, kar so pred poletjem podpisali, tudi uresničili. In da bo uresničena ena izmed pomembnih zavez v 3-mesečnem roku, v katerem mora biti sprejeta odločitev na pritožbeni instanci oziroma višjih sodiščih. In ob zaključku. Tudi Evropa je spoznala, da gre v primeru obsodbe gospoda Janeza Janše na prvi stopnji za politično montiran sodni proces, ki je v sramoto državi, ki je članica Evropske družine demokratičnih držav. Pomembno se mi zato zdi, da je bilo izraženo pričakovanje o poštenem sojenju gospodu Janezu Janši, ki ga razumem tako, da ta proces ne bo še naprej služil za politično obračunavanje, pač pa, da bo zaključen pred zastaranjem in da bo odločitev pravna in ne politična, tako kot je ta, ki je bila sprejeta na prvi stopnji.